Danes pač meni se tudi reče, da se bo snemalo. Dober večer vsem, lepo pozdravljeni. Najprej bi se zahvalila dr. Bombeku in Društvu za srce iz Maribora za povabilo in priložnost, da lahko tisto tako zanimivo temo o aritmijah oziroma elektrostimulaciji srca predstavim širši javnosti. Jaz bom probala v tistih naslednjih 45 minutah na neki tak lažji način razložiti osnove aritmologije, osnove motnj srčnega ritma, potem pa nekaj besed tudi o stalnih srčnih spodbujevalnikih oziroma o napravah za elektrostimulacijo srca, pa tudi o posegih, o kontrolah, o vsem tem, s čem se bolniki oziroma pacienti srečajo. Tako da bi kar začela. Iz nekega razloga tu nekaj naprej. Najprej, preden začnem o aritmijah, bi povedala par besed o sami fiziologiji srca. V prvem odstavku so eni podatki, ki sem jih sicer potegnila dol iz Wikipedije, ki so tudi za mene fascinantni in govorijo, kako visoko zmogljiva mišična črpalka je srce, ker kako hitro in kako močno utripa. Načeloma reče se, da recimo povprečno srce naredi od 30 do 40 milijonov utripov na leto, kar je približno 2,5 milijarde utripov na povprečno življenjsko dobo človeka. Ker srce črpa kri, prečrpa povprečno 7500 litrov krvi na dan oziroma 192 milijonov litrov krvi v 70 letih. S funkcionalnega stališča je srce mišična črpalka in je sestavljeno iz 4 votlin. Mi tako domače rečemo, imamo levo in desno srce. Na levi strani se nahajata levi predvor in levi prekat, na desni strani sta desni predvor in desni prekat, vmes je predklin. Vse 4 votline srčne funkcionirajo kot ena celota, sinhrono, da zagotovijo ustrezno delovanje vseh ostalih organov. Ko govorimo o aritmijah oziroma o prevodnih motnjah, je potem morda lepo vedeti tudi nekaj osnov o prevodnem sistemu srca, ki je visoko specifičen, zelo natančen in ga sestavlja par zelo pomembnih struktur. Najbolj pomembna struktura, tu je sinoatrialni vozel oziroma sinusni vozel, ki se nahaja v desnem atriju, v desnem predvoru in sestavlja skupek celic, ki načeloma določajo srčno frekvenco. Če sinusni vozel deluje normalno, potem pa rečemo, da srce deluje v sinusnem ritmu, to je normalni ritem. Vsak impuls, električni impuls nastane v sinusnem vozlu in se nato po tistih električnih poteh prenaša najprej po obeh predvorih, nato preko predvorno-prekatnega vozla ter Hissovega vozla v prekate. Hissov vozel je tudi ena zelo specifična struktura oziroma edina električna povezava med predvoroma in prekatoma, po kateri električni impuls gre navzdol po desnem in levem kraku oziroma po Purkinjevih vlaken, da se na koncu zagotovi usklajeno krčenje obeh prekatov. Električni oziroma prevodni sistem srca skrbi za ustrezno frekvenco in usklajeno delovanje vseh 4 votlin, predvorov in prekatov. Vsi smo verjetno slišali za termin aritmije oziroma motnje srčnega ritma, verjetno veliko vas tudi ima kakšne izkušnje z tem. Veliko je tih nekih razdelitev, morda za danes bi poudarila, da so lahko benigne in maligne, kar pomeni benigne motnje ritma, ki ne vplivajo na kvaliteto življenja, ki niso nevarne in s katerimi bolniki živijo brez kakršnihkoli omejitev, lahko so pa tudi maligne in lahko povzročijo tudi srčno smrt. Za današnjo temo je še bolj pomembna razdelitev vseh aritmij oziroma motnj srčnega ritma na tahikardije in bradikardije. Bradikardije so počasne motnje ritma od interesa v današnjem predavanju in jih sestavljajo predvsem 3 skupine bolezni. Bolezen sinusnega vozla, ki je naravni pacemaker in vodilec srčnega ritma,
Potem so tule skupina bolezni, ki so AV bloki, in tretja entiteta je bradikardna atrijska fibrilacija. Tahikarne motnje ritma so lahko predvorne, lahko so prekatne. Danes se bomo morda dotaknili tistih prekatnih, nevarnih, ki včasih ogrožajo življenje in ki jih včasih zdravimo oziroma preprečujemo z implantacijo kardioverter defibrilatorja. Kako ljudje čutijo motnje ritma? Kakšni so simptomi aritmij? Različni ljudje imajo različne občutke, večinoma navajajo občutek razbijanja srca oziroma palpitacije. Eni so utrujeni, se slabo počutijo, so oslabeli, zadihani, ne zmorejo fizičnih obremenitev. Eni pač navajajo vrtoglavico in omotico, kar pogosto pri bradikardnih motnjah ritma se srečamo tudi z izgubo zavesti. Druga skupina bolnikov nima nobenih težav. Motnjo ritma oziroma aritmijo ugotovijo čisto slučajno ob merjenju krvnega tlaka oziroma o kakem sistematičnem pregledu v ambulanti družinskega zdravnika. Ko pač sumimo, da en pacient ima motnje ritma, se potem potrudimo narediti diagnostiko, ugotoviti, kakšno motnjo ritma ima, da bi se potem odločili tudi, kako bomo to zdravili. Najlažji način ugotavljanja motnj ritma je tipanje pulza, ki je lahko aritmičen, lahko prepočasen, lahko prehiter, nereden. V zadnjem času dosti bolnikov ima doma tiste aparate za merjenje tlaka, ki istočasno merijo srčni utrip, potem pa številka, ki je nižja od tiste povprečne med 60 in 100, recimo govori, da je neka aritmija, prav tako visoke številke oziroma aparati imajo tudi možnosti, da vkolikor je aritmična srčna, neredna srčna akcija, napišejo, da obstaja aritmija. Najbolj pomembna preiskava, temelj vseh preiskav je EKG preiskava. EKG preiskava je neboleča, lahko se ponavlja, je dosti široko dostopna, ima pa eno slabost. EKG preiskava je trenutna. Mi posnamemo srce v tem trenutku, ko se posnema. Imamo srčno aktivnost v trenutku snemanja. Slabost vseh motnj srčnega ritma je, da so kar pogosto občasne. Javljajo se v napadih, včasih jih ugotovimo, ene se pojavljajo v dnevnem času, ene v nočnem času in z EKG preiskavami včasih težko dokažemo. V takih primerih, če pač obstaja jasen sum, da je pri nekom prisotna aritmija, bolnika pošljemo naprej na naslednjo stopnjo preiskave in to je holterska preiskava, holter EKG preiskava, kar je podobna EKG-ju. Razlika je, da traja lahko različno oziroma dlje, lahko 24 ur pa vse do 72 ur. Bolnik dobi en aparatek, ki preko elektrod, ki so prilepljene za sprednjo stran prsnega koša, posnema srce, normalno se obnaša, dela vse, kar tudi redno dela, aparat potem snema srčno aktivnost, mi potem posnetke računalniško obdelamo in lahko ugotovimo recimo kakšno aritmijo, ki se na EKG-ju ni pokazala. Še bolj napredne stvari so event recorderji, ene naprave, ki so bolj smiselne pri mladih ljudeh, ki imajo napade, aritmije v napadih in ki čutijo napade, ker dobijo aparatek, ki ga je takrat, ko se pojavi napad oziroma aritmija, treba prisloniti na prsni koš, pa on posname 2 minute EKG-ja. Loop recorderji oziroma snemalniki srčnega ritma so najbolj natančni za diagnozo aritmij, je pa implantacija oziroma sama ustavitev invaziven poseg. Aparat se namreč ustavi pod kože, na prednjo stran prsnega koša in nato snema srčni utrip. S pomočjo posebnih programatorjev oziroma računalniških sistemov občasno prekontroliramo posnetke. Lahko ga bolnik ima do 2 leti oziroma približno traja baterija. Zdaj, ko diagnosticiramo, ko pač aritmijo ugotovimo, potem pa se moramo odločiti, koliko je pomembna, kako jo bomo zdravili za naprej. V današnjem predavanju bomo govorili predvsem o bradikardijah, kar pomeni o počasnem srčnem ritmu, utripu, in bradikardne motnje ritma načeloma zdravimo z napravami za elektrostimulacijo srca. Tako kot vidite na fotografiji,
Vsi aparati za elektrostimulacijo srca so v osnovi sestavljeni iz baterije in elektrod. Baterija je velika približno 4 do 5 centimetrov, vsebuje pulzni generator in mikroprocesor, ki omogoča primerno delovanje naprave. Elektrode, ki ležijo v srcu, baterijo povežejo z srčno mišico, na ta način omogočajo zaznavanje lastne električne aktivnosti srca in dovajanje električnih impulzov, takrat, ko lastne aktivnosti ni. Obstaja več vrst naprav za elektrostimulacijo srca. 3 osnovne so stalni srčni spodbujevalnik ali po domače povedano pacemaker, druga naprava je kardioverter defibrilator in tretja naprava je srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca. To so naprave, ki se najbolj pogosto uporabljajo, lahko so samostojne, lahko so pa v kombinaciji. Srčni spodbujevalnik je naprava za električno spodbujanje srca, ki preprečuje prepočasno bitje srca oziroma bradikardij. Srčni spodbujevalnik kot aparat je sestavljen iz generatorja oziroma baterije in elektrod. V osnovi, sem že na začetku povedala, pri bradikardnih motnjah ritma je prizadet lahko sinusni vozel, lahko je prizadet prevodni sistem med predvoroma in prekatoma, takrat govorimo o AV blokih. Tretja motnja ritma je atrijska fibrilacija, pri kateri je kaotična električna aktivnost predvora in drugačno delovanje, načeloma drugačno električno delovanje prekatov. Odvisno od tega, s katero motnjo ritma oziroma s katero bradikardno motnjo ritma se ukvarjamo, ustavljamo različne srčne spodbujevalnike. Vsi bolniki, ki imajo bolezen sinusnega vozla oziroma AV bloke, dobijo dvokomorne srčne spodbujevalnike, kar pomeni spodbujevalnike z 2 elektrodama, ob tem se ena elektroda postavi v desni predvor, druga pa v desni prekat. Pri fibrilaciji atrijev s počasnim odgovorom prekatov se odločamo za enokomorne sisteme, kar pomeni spodbujevalnike, ki imajo samo eno elektrodo, ki jo v tem primeru postavimo v desni prekat. Zdaj, kako deluje srčni spodbujevalnik? Srčni spodbujevalnik, jaz vedno rečem, je nadzornik srčnega ritma, kar pomeni, z računalniškimi sistemi on zaznava notranjo lastno električno aktivnost srca. Takrat, ko je te aktivnosti dovolj, ko bolnik ima dovolj svojega ritma, dovolj svojega utripa, srčni spodbujevalnik samo zaznava in nadzoruje. Spodnjo mejo, do katere je dopustna, nastavimo za vsakega bolnika posebej, ob sami implantaciji oziroma kasneje ob kontrolah. Takrat, ko število utripov pade pod tisto spodnjo mejo, ki smo jo sprogramirali oziroma nastavili, srčni spodbujevalnik začne dovajati električne impulze, ki potem povzročajo kontrakcijo in zagotovi ustrezno število utripov. Načeloma delovanje samega srčnega spodbujevalnika bolniki ne čutijo, aparat je pa ves čas aktiven in načeloma se ti novejši aparati ne morejo izklopiti. Druga vrsta naprave, ki jo uporabljamo, je kardioverter defibrilator ali ICD, kako ga kratico označujemo. To je tudi elektrostimulacijska naprava, ki je v osnovi stalni srčni spodbujevalnik in ima isto vlogo zaznavanja in spodbujanja srca, takrat, ko lastnega utripa ni dovolj, vendar ta aparat ima še dodatno funkcijo in sicer omogoča prekinitev prekatnih motnj ritma oziroma vseh teh motnj ritma, ki lahko ob daljšem trajanju vodijo tudi v nenadno srčno smrt. Zato potrebuje večjo baterijo, ker je večji porabnik energije, zato so kardioverter defibrilatorji nekoliko večji kot navadni stalni srčni spodbujevalniki. Zdaj, kako funkcionira kardioverter defibrilator? On je tudi nadzornik, nadzoruje srčni ritem in na podlagi enih računalniških algoritmov razpoznava nevarne motnje srčnega ritma. Takrat, ko nevarno motnjo ritma razpozna, potem pa ukrepa.
In sicer lahko ukrepa tako, da srce spodbuja z hitro stimulacijo, kar pomeni z visoko frekvenco, pa na ta način proba prekiniti motnjo ritma, vkolikor je to neuspešno, naprava lahko sproži visokonapetostni šok, ki je odvisno od proizvajalca same naprave, jakosti do 40 džulov. Kdaj pa damo defibrilator? Defibrilator dobijo bolniki iz dveh skupinah. Prvi so tisti, ki so že doživeli nenadno srčno smrt iz nekega razloga in da bi preprečili ponoven dogodek, potem pa dobijo aparat. V drugo skupino bolnikov so tisti bolniki, ki načeloma imajo srčno popuščanje z slabo funkcijo levega prekata, in je pri njih zaradi slabe funkcije prekata oziroma zaradi še pridruženih električnih motnj visoka nevarnost oziroma visoka verjetnost, da nastanejo življenjsko ogrožajoče motnje ritma in na ta način jih preprečimo. Kar pomeni, na ta način mi vzročno ne zdravimo motnjo ritma, rešujemo pa življenje, ker aparat motnjo ritma prepozna in je lahko ustrezno prekine. Tretja vrsta so srčni spodbujevalniki za resinhronizacijsko zdravljenje, ki jih označujemo kot CRT. To so najbolj sodobne in najbolj komplicirane, najbolj zahtevne naprave, ki so načeloma srčni spodbujevalniki in poleg tiste predvorne in prekatne elektrode, ki jih ima navadni srčni spodbujevalnik in ki se nahajata v desnih votlinah, imajo še dodatno elektrodo, ki jo implantiramo na površino levega prekata skozi koronarni sinus. Sam poseg implantacije je bolj zahteven kot implantacija stalnega srčnega spodbujevalnika. Aparat pa na ta način z elektrodo, ki se nahaja na površini levega srca, pa elektrodo v desnem srcu, proba resinhronizirati srčno aktivnost. Zdaj, ko rečemo popravi srčno funkcijo, zdravi srčno popuščanje. Ja, res je, zdravi srčno popuščanje, ampak niso vsi bolniki, ki imajo srčno popuščanje, kandidati za implantacijo oziroma za resinhronizacijsko zdravljenje. Namreč, pri tistih bolnikih, ki jim lahko resinhronizacijsko zdravljenje pomaga, je prisotna še disinhronija na nivoju prekatov. To so bolniki, ki imajo levokračni blok oziroma desnokračni blok, kar pomeni motnjo privajanja v distalnem delu prevodnega sistema, ki dodatno pripomore k poslabšanju srčne funkcije. Kar pomeni, asinhrono se krčita levi in desni prekat, kar dodatno slabi srčno funkcijo. Na ta način, da bolnik dobi stalni srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo, mi bloke popravimo, se trudimo jih popraviti in na ta način na nek način izboljšamo srčno funkcijo. Tudi vsi bolniki, ki so pravi kandidati, ki imajo levokračni blok oziroma desnokračni blok, ki imajo, mi rečemo, široke QRS komplekse v EKG-ju, niso responderji oziroma ne odgovorijo vedno z izboljšanjem srčne funkcije. Tako da zdaj potekajo še dodatne raziskave na področju fiziološke elektrostimulacije srca, kjer bi probali oziroma probamo z elektrodama spodbujati direkten prevodni sistem. Ker sedaj vsi srčni spodbujevalniki spodbujajo srčno mišico, ne samega prevodnega sistema. Raziskave pa zdajle grejo v to smer, da probamo čim bolj posnemati fiziologijo oziroma fiziološki način delovanja srca. Omenila bi pa še brez elektrodne srčne spodbujevalnike. V zadnjem času me je par pacientov vprašalo, zakaj pa jaz ne dobim zakaj pa jaz ne dobim ta spodbujevalnik, ki nima elektrod. Mi v Sloveniji ustavljamo stalne srčne spodbujevalnike, brez elektrodne srčne spodbujevalnike od leta 2017 in se trenutno ustavljajo samo v kliničnem centru v Ljubljani. Aparatek je, kot vidite na sliki, majhen, recimo velikosti kovanca €1, se ustavi direktno v desni prekat in se zagozdi v samo srčno mišico.
Sam poseg je bolj zahteven kot poseg implantacije navadnega srčnega spodbujevalnika. Dela se v splošni anesteziji, kar pomeni v prisotnosti anestezista, delajo pa skupaj kardiologi, interventni in kardiokirurgi, ker so vodila oziroma tisti posebni sistemi za implantacijo kar precej, bom rekla, agresivni do tistih žil oziroma ven v dimljah. Se zdi tako idealno, ko poslušaš, ja, nima elektrod, super je, odlično je, vendar tale srčni spodbujevalnik še vedno ni tako popoln, kot je srčni spodbujevalnik, navadni srčni spodbujevalnik, zaradi tega, ker trenutno ga imamo samo v desnem prekatu, kar pomeni, da se atrijska aktivnost, v takih primerih predvorna aktivnost, ni več pomembna. Načeloma nimamo možnosti sinhronizacije predvora in prekata, ki je prav tako zelo pomembna za normalno srčno funkcijo. Implantacija tistih brezelektrodnih srčnih spodbujevalnikov je zaenkrat rezervirana za tiste bolnike, ki nimajo dobrega žilnega pristopa, kar so predvsem ledvični bolniki, ki so na nadomestnem zdravljenju ledvične odpovedi z hemodializo. Potem pa tu so še bolniki, ki so imeli zaplete po implantaciji navadnega srčnega spodbujevalnika in predvsem mislim na zaplete v smislu okužb lože, okužb na elektrodah, ki so potrebovali pogoste posege za odstranitev elektrod, za zamenjanje elektrod, za zamenjanje generatorjev. Za njih je pa to idealna rešitev. Prav tako na tem področju potekajo raziskave, da bi se naredil aparatek oziroma brezelektrodni srčni spodbujevalnik, ki bi upošteval, če tako lahko rečem, in predvorno aktivnost in prekatno aktivnost, tako da se na ta način ne bi izgubila tista predvorno-prekatna sinhronija, za katero sem že rekla, da je zelo pomembna za normalno srčno funkcijo. Zdaj pa to, kar večino bolnikov največ zanima, smo se z gostiteljicom, preden smo začeli predavanje, menile, kako včasih to vse izgleda. Bolnik pride v bolnišnico, na sprejemu mu rečejo, da ima neki blok in zaradi tega počasen srčni utrip, pride na oddelek, čez par ur pride doktor, reče, vi boste dobili srčni spodbujevalnik, se obrne pa gre ven, naslednji dan je poseg, drugi dan je pa odhod domov in so potem ljudje zmedeni, kako to vse poteka, kako naprej živeti s tem in v nadaljevanju predavanja bom probala tole približati, malo bolj razložiti. Načeloma postopek implantacije oziroma vstavitve stalnega srčnega spodbujevalnika, in ko rečem stalnega srčnega spodbujevalnika, mislim na tudi kardioverter defibrilatorje, pa tudi na srčne spodbujevalnike za resinhronizacijo srca. Ponavadi traja recimo uro do uro pa pol. Pri nas v Mariboru se opravlja v laboratoriju za interventno kardiologijo. Pacient je med posegom buden, dobi lokalno anestezijo in med posegom sodeluje. Praviloma lahko se dela z leve ali pa desne strani, odvisno od preferenc samega bolnika oziroma operaterja. Na kardiologiji delamo večinoma z leve strani oziroma skoraj izključno z leve strani. Za stalni srčni spodbujevalnik stran implantacije ni toliko bitna. Za defibrilator pa srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca, ki je kombiniran z defibrilatorjem, je boljše, če je aparat implantiran z leve strani, zaradi tistih vektorjev, po katerih se kasneje, recimo v primeru potrebe, sproži šok. Skratka, pacient je buden, v operacijski dvorani najprej pacienta sterilno umijemo, pokrijemo, se z njim pogovarjamo, poseg se dela z desne ali pa z leve strani pod ključnico. Najprej se naredi lokalna anestezija, tako da poseg praktično ni boleč. Potem se pa razreže koža, podkožje se fajn spreparira in se pod kožo naredi en žep, v kateri kasneje na koncu posega bomo dali generator stalnega srčnega spodbujevalnika. Ko to naredimo, potem je treba spraviti elektrode do srca. To naredimo s funkcijo oziroma moramo poiskati eno veliko žilo, veno, najbolj pogosto veno subklavijo, po kateri potem z vodilnimi žicami spravimo elektrode do desnega srca.
Poseg se dela pod nadzorom rentgenskega aparata, kontrolirano. Pacient, pravim, sodeluje, včasih je treba oddihniti, včasih izdihniti. Se trudimo, da se s pacienti med posegom menimo, da bi jim, po mojem, malo odvrnili pozornost od samega posega. Ko spravimo elektrode do srca, jih tam fiksiramo z različnimi mehanizmi fiksacije, bolniki prav tako tega ne čutijo. Potem pa opravimo testiranje. In sicer pomembne so meritve na elektrodah. Ta testiranja so načeloma neboleča, sicer bolniki to lahko čutijo, pacienti to lahko čutijo kot prehitro srčno utripanje, pa še dodatno bolj počasno srčno utripanje. Če smo z meritvami, s tistimi osnovnimi meritvami parametrov, ki so nam pomembni, zadovoljni, potem pa elektrode povežemo z generatorjem, vse to spakiramo in damo v ložo, ki smo jo že naredili, v žepek. Naši tehniki rečejo, parkiramo avto v garažo, potem pa lepo zašijemo rano, pokrijemo in pacient gre takoj nazaj na oddelek v navadno bolniško sobo. Damo zdravila proti bolečinam na tem diapozitivu, to pa zdajle, kako to izgleda. Tule je pa, recimo z leve strani, baterija stalnega srčnega spodbujevalnika, ki gre pod kožo. Načeloma se pri večini ljudi sploh ne vidi, ko se to zašije, je nevidna, neopazna, ne boli. Elektrode so čez tisto veliko žilo napeljane, če tako lahko rečem, do desnega predvora in do desnega prekata. Če so meritve v redu, to vse skupaj povežemo, zapremo in sistem deluje. Sistem začne delovati takoj, ko aparat implantiramo, ko ustavimo, tudi brez nekega nastavljanja oziroma programiranja deluje optimalno za večino standardnih pacientov. Na levi sliki pa je, kako izgleda rentgenska slika srca in pljuč po sami implantaciji stalnega srčnega spodbujevalnika. Enako, baterija z elektrodami, tista zgornja krajša je v desnem predvoru, tista je pa v desnem prekatu. Kaj se pa dogaja potem na oddelku? V bolniški sobi bolnik dobi monitor oziroma na našem oddelku telemetrijo, ležati mora približno 2 do 3 ure pri miru. Na rano damo peščeno vrečko, da bi preprečili krvavitev. Po 3 urah opravimo rentgensko slikanje srca in pljuč, da dobimo tole sliko. Zakaj pa delamo rentgensko slikanje pljuč pa srca? Predvsem, da bi videli, če so morda kakšni zapleti, o katerem bom kasneje govorila, na pljučih. Na drugi strani je zelo pomembno izhodiščno vedeti položaj elektrod. Kje se točno nahajajo v srcu, če je pozicija elektrod ustrezna in če smo z njo zadovoljni. Če je vse v redu, pacient po 3 urah se vstane iz postelje, lahko poje kosilo, večerjo, lahko hodi po hodniku, gleda televizijo, v primeru, da ima bolečine v področju rane, dobi protibolečinsko terapijo, načeloma večinoma nimajo težav. Če ni nekih drugih razlogov, bolnik dan po posegu odhaja domov. Pred samim odpustom skupaj z medicinsko sestro iz tima pogledamo rano, če je rana v redu, če ni krvavitve, če lepo celi, opravimo prevez in jo sterilno ponovno pokrijemo. In tista najbolj pomembna stvar, pred odhodom domov opravimo prvo programiranje stalnega srčnega spodbujevalnika. Bolnik dobi odpustno pismo. V odpustnem pismu se trudimo napisati vsa navodila, kako za samega bolnika, tako tudi za njegovega izbranega zdravnika. Natančno napišemo, kdaj je potrebno odstraniti kožne šive, in vsi bolniki pri nas, vsaj v Mariboru, dobijo takrat že datum prve kontrole. Prva ambulantna kontrola je približno 1 do 2 meseca po sami implantaciji. Potem pa še ena zelo pomembna stvar, na kateri jaz kar insistiram. Vsi bolniki dobijo eno izkaznico, ki rečemo izkaznica za bolnike z ustavljenim srčnim spodbujevalnikom, in vsem rečemo večkrat, da izkaznico je vedno treba imeti pri sebi. Izkaznica vsebuje osnovne podatke v bolniku in vse podatke o stalnem srčnem spodbujevalniku, ki je implantiran. Kako, zakaj, kdo, telefonske številke, serijske številke. Insistiramo na tem, da jo bolniki imajo pri sebi predvsem zaradi urgentnih stanj. Dogajalo se nam je, da smo dobili bolnika,
ki ima stalni srčni spodbujevalnik, ki v urgentnem centru ni deloval, in smo porabili recimo 20 minut oživljanja, da smo ugotovili, kakšen aparat ima. Ker načeloma je 4 do 5 različnih proizvajalcev, kar pomeni 4 do 5 različnih kompjuterskih sistemov, ki jih moraš probati, da bi ugotovil, kateri pravi je. Zato pacemakersko izkaznico zraven zdravstvene kartice oziroma zraven osebne izkaznice. Kaj pomeni dan po posegu, bolnik odhaja domov? Zdaj, kaj se lahko zgodi po posegu? Tako kot vsi posegi. Saj veste, če vzamete tableto lekadola, pa imate alergijo, se lahko zgodijo tudi hude stvari. Poseg vsaditve oziroma implantacije elektrostimulacijske naprave je invaziven poseg in seveda ima neke zaplete, ki so opisani, ki se lahko zgodijo. Sicer pogostost zapletov pri stalnih srčnih spodbujevalnikih je relativno nizka in tule vidite številke, to je praktično 0,1%, kar je relativno malo. Kaj se pa lahko zgodi? Lahko se zgodijo krvavitve, lahko se zgodi vnetje samega žepa stalnega srčnega spodbujevalnika, kasneje se lahko pojavi vnetje na elektrodah stalnega srčnega spodbujevalnika. Med samim posegom implantacije lahko pride do poškodb pljuč, ker če se spomnite tiste prve slike, kjer se vidi tista velika vena, od spodaj so direktno pljuča, včasih, če anatomija ni prav tipična, ob tem, da probamo dobiti žilni pristop oziroma da pridemo v žilo, lahko poškodujemo pljuča. Z elektrodami lahko tudi naredimo predrtje srca. V naslednjih dneh oziroma tudi par mesecev po sami implantaciji lahko pride do premika položaja elektrod, lahko se razvije tudi sepsa. Vsi ti zapleti, ko sem jih naštela, se lahko pojavijo v prvih dneh po samem posegu, po implantaciji ali recimo par mesecev, pa tudi kako leto zatem. Zdravljenje praviloma zahteva bolnišnično obravnavo in praviloma je potreben ponovni poseg. Ne glede na to, ali gre za okužbo, ali gre za poškodbo pljuč oziroma srca, moramo narediti dodatne operativne oziroma invazivne posege, da zaplet razrešimo. Vsa sreča je, se enkrat pravim, da je odstotek zapletov pri implantaciji naprav za elektrostimulacijo srca relativno nizek. Kakšna navodila dobijo naši bolniki, ko grejo domov? Najprej navodila glede operativne rane. Kot vsaka operativna rana mora biti čista, suha, prevez mora biti do odstranitve šivov. Šive odstranjujemo 7. do 10. dan v ambulanti izbranega zdravnika. Do takrat rane ne zmočimo. Glede na to, da je implantacija oziroma vstavitev elektrod v tistem gibljivem delu ramenskega sklepa, bolnikom odsvetujemo, da z levo roko dvigujejo težka bremena oziroma da se izogibajo sunkovitim gibom vsaj 14 dni po posegu, da elektrode lepo zacelijo, da se nekaj tam ne premakne, kar potem terja še dodatni poseg in dodatna tveganja. Bolnike tudi opozorimo, kaj se lahko zgodi z rano. Če bi rana postala topla, rdeča, boleča, če bi začela krvaveti, če bi se odprla, če bi iz rane začel iztekati gnoj, če se pojavi recimo oteklina ali pa bolnik dobi temperaturo, svetujemo takojšnji pregled pri osebnem zdravniku oziroma konzultacijo operaterja. V naši bolnišnici bolniki imajo telefonsko številko sestre, ki dela v ambulanti za srčne spodbujevalnike, ki je dosegljiva vsak delovnik dopoldan in se lahko obrnejo na zdravnika, bilo kakšne težave s tem, da imajo. Potem pa, ko rana zaceli po 14 dneh, ko se šivi odstranijo, potem pa bolnik je lahko fizično aktiven. Imamo tudi bolnike, ki so športno aktivni, ki se ukvarjajo praktično z tekmovalno športom. Odsvetujemo pa tiste kontaktne športe oziroma tiste športe, ki bi lahko prišlo do poškodbe same lože oziroma udarca v področje lože oziroma žepa, kar lahko potem povzroči krvavitev in vse ostale zaplete. Potem pa življenje s stalnim srčnim spodbujevalnikom.
Tudi to imamo napisano, vsaj pri nas v Mariboru imamo napisana navodila za bolnike, ki jim damo dodatno, poleg vseh teh kartic, biltenov, damo jim še napisana navodila, kako naj se obnašajo in na kaj bojo pozorni. Vsem bolnikom povemo, kako smo srčni spodbujevalnik nastavili, kar pomeni, katera najnižja frekvenca je sprogramirana, najnižjo število utripa, in jih opozorimo, da občasno primerjeno tlaka bodo pozorni tudi na srčni utrip. Če je srčni utrip nižji od te dopustnega utripa, od tistega, ki smo ga sprogramirali, pomeni, da nekaj srčnim spodbujevalnikom ni v redu in da je treba narediti predčasni pregled. Po samem posegu pri vožnji avtomobila ne moremo odsvetovati uporabo varnostnega pasu, kar pomeni po zakonu je obvezna, ampak se lahko ta pas za tistih prvih 14 dni do hrana lepo ne zaceli, malo modificirano nadene, in sicer ga lahko damo ta zgornji del, ki bi načeloma šel čez ložo spodbujevalnika pod pazuho. Osebni zdravniki to že vejo in bolnikom potem napišejo potrdilo v primeru, da so težave s policijo. Tako kot sem rekla, naprave delovanja samega srčnega spodbujevalnika bolniki načeloma ne čutijo. Če ga čutijo, to potem pa pomeni, da nekaj ni v redu. Načeloma, če čutijo recimo utrip v trebuhu, pomeni, da elektroda morda stimulira poleg srca še kak dodaten organ, pa je potrebno potem neke stvari korigirati. Tiste bolnike, ki so dobili kardiovaskularni defibrilator oziroma ICD, potem opozorimo, da njihova aparatura oziroma njihova naprava za elektrostimulacijo srca ima možnost sprožitve šoka. In sicer v primeru, tako kot sem že povedala, da aparat zazna motnjo ritma, lahko sproži elektrošok v cilju, da motnjo ritma prekine. Elektrošok je, bolniki vsaj tako pravijo, zelo boleč, čutijo ga kot tresenje, hudo bolečino v prsnem košu, eni ob tem tudi izgubijo zavest, in na to morajo biti pripravljeni. Če se aparat oziroma defibrilator sproži samo enkrat, potem pa bolnik dobi navodilo, da naslednji dan, potem ko se aparat sproži, pokliče v ambulanto za spodbujevalnike, pa se dogovorimo, da pride na pregled v naslednjih parih dneh. Če pa se aparat sproži, če bolnik dobi šok v 24 urah več kot 3-krat, potem pa mi temu rečemo električni vihar in takrat je potreben takojšnji pregled v najbližjem urgentnem centru. Zakaj si želimo takojšnji pregled? Kaj je to, kaj nas zanima? Koliko da je aparat oziroma elektrostimulator, je rečem, brihten in da on zna prepoznati motnjo ritma, se mu tudi zgodi, da motnje ritma zameša. Tudi obstajajo benigne, nenevarne, hitre motnje ritma, ki jih aparat recimo napačno prepozna, pa sproži šok na njih, kar ni v redu. Kar pomeni, na tistem pregledu, po sprožitvi šoka, mi pregledamo, na kakšno motnjo ritma se je aparat sprožil, kakšna motnja ritma je bila, a je bilo ustrezno proženje, a je treba morda neke funkcije samega defibrilatorja dodatno preprogramirati, dodatno nastaviti, da to bo optimalno za bolnika. Potem pa bolniki odhajajo domov in je naslednje vprašanje, kaj pa zdaj? Imam neko električno napravo v srcu, a lahko s tem normalno živim, a se uležem v posteljo, pa čakam, kaj se bo zgodilo, a lahko uporabljam normalno gospodinjske aparate, mobitel, in v tistih naših navodilih je natančno napisano, kaj vse lahko bolniki uporabljajo brez kakšnega koli pomisleka, kar jim absolutno ne more škodovati. Kaj pomeni televizijski sprejemniki, radio, mobiteli, brezživčne slušalke, brezživčni telefoni, sušilnik za lase, električni zrivnik, vse naprave v kopalnici, potem pa pomivalni stroj, recimo sesalnik, mikrovalovka, vsi kuhinjske naprave tudi, potem računalniki, fotokopirni aparati, tiskalniki, aparati za merjenje tlaka, aparati za merjenje pulza. Vsi ti aparati so absolutno varni in ne motijo delovanje srčnega spodbujevalnika. Lahko jih brez kakšnekoli skrbi še naprej uporabljajo. Zanima jih tudi, a lahko potujejo. Seveda lahko, ni nobenih razlogov, da ne bi.
Potovanja z avtom pa z ladjo itak niso problematične, najbolj problematične, najbolj pogosto vprašanje, kaj pa letalo? Ja, letalo tudi lahko. Bolniki, ki imajo stalni srčni spodbujevalnik, imajo tudi kartico bolnika s stalnim srčnim spodbujevalnikom. Tisto kartico je treba pokazati na letališču, varnostnim in letališkem osebju, potem pa bolniki pacient dobi navodila, čez kakšne varnostne kontrole mora iti, da ne bi prišlo do kontakta jakega močnega magnetnega polja in same naprave in da bi aparat še naprej deloval. Kaj pomeni, lahko potujejo kamorkoli, ni nobene omejitve, ne s pacemakerjem, defibrilatorjem ali pa aparatom za resinhronizacijo srca. No, potem pa tudi tisti zdravniki, ki se ne ukvarjajo z elektrostimulacijo srca, z aritmijo, se malo včasih bojijo stalnih srčnih spodbujevalnikov, lahko delajo posege, ne delajo posege. Načeloma je pravilo, in to bolnikom rečemo, pred vsakim pregledom, ne glede na to, ali je to zdravniški ali pa zobozdravniški pregled, je zdravniku oziroma zdravstvenemu osebju treba povedati, da imajo implantiran srčni spodbujevalnik. Potem pa bolniki lahko grejo, absolutno niso nevarne rentgenske slikanja, kar pomeni slikanja plus, slikanja srca, trebuha, kolka, kolena, potem pa običajni zobozdravstveni ukrepi. Lahko grejo na vse ultrazvočne preiskave notranjih organov, od vratu do trebuha oziroma male medenice. Prav tako globinska in CT slikanja niso nevarna, ne motijo aparata in ne potrebujejo nobenih posebnih ukrepov. Greste na preiskavo, tako kot da nimate stalnega srčnega spodbujevalnika. To, kar je problem, včasih so magnetno-resonančne preiskave. Kaj pomeni magnetna rezonanca? Zdajle v sodobni medicini je vse bolj zastopljena in vse bolj uporabljena za diagnostiko raznih bolezni. In stalni srčni spodbujevalniki oziroma pacienti, ki imajo implantirane naprave za elektrostimulacijo srca, v takih primerih, da so napoteni na magnetno-resonančno preiskavo, morajo opraviti par določenih postopkov. In sicer lahko povem, pri nas v kliničnem centru v Mariboru lepo sodelujemo z kolegi radiologi, vsi bolniki, ki imajo implantirano kakšnokoli napravo za elektrostimulacijo srca in potrebujejo preiskavo magnetno resonanco, so pred samo preiskavo napoteni v ambulanto za stalne srčne spodbujevalnike, da potem mi pregledamo in damo, če lahko tako rečem, zeleno luč za preiskavo oziroma rečemo, da ne. Je pa tako, od leta 2008 večina srčnih spodbujevalnikov, ki se proizvaja, je načeloma kompatibilna z izvajanjem, pogojno kompatibilna z izvajanjem MRI preiskave, defibrilatorji so pa od leta 2011. Tudi pri tistih bolnikih, ki imajo starejše aparate, pa potrebujejo magnetno resonanco, znamo preprogramirati aparat, narediti ga na takšne nastavitve, da bolnik nima ob tem škode, da aparat ne poškodujemo, pa da preiskava bo zadovoljivo opravljena. Kaj pomeni najprej pregled v ambulanti za stalne srčne spodbujevalnike? Na tem pregledu mi opravimo kontrolo aparata, kar pomeni pregledamo baterijo, pregledamo elektrode, pregledamo kakšen ritem, lastni ritem bolnik ima, koliko časa je on sploh spodbujan, koliko uporablja stalni srčni spodbujevalnik. Potem se pa opravi prenastavitev oziroma preprogramiranje v način, ki je skladen z izvajanjem preiskave magnetne resonance. Preiskava se varno izvede na oddelku za radiologijo, tam so pacienti, ki imajo naprave za elektrostimulacijo srca ustrezno monitorirani, kar pomeni, imajo merjenje saturacije, merjenje krvnega tlaka, pa merjenje dvokanalnega EKG-ja za čas preiskave. Po zaključeni preiskavi se pacient potem vrne nazaj v kardiološko ambulanto, ker mi aparat preverimo. Kar pomeni, ponovno opravimo vse meritve, kontrolo baterije, elektrod, pa aparat ponovno nastavimo na tiste nastavitve, ki jih je bolnik imel pred samo preiskavo.
sem pozabila povedati, oziroma je pomembno povedati, kaj lahko magnetna resonanca naredi aparatu. Pri magnetni resonanci so tista valovanja elektromagnetne interference zelo močne in potem recimo stalni srčni spodbujevalniki lahko tisto elektromagnetno valovanje zaznajo, včasih napačno zaznajo kot lastno aktivnost od bolnika in recimo prestanejo s stimulacijo, nehajo stimulirati, ker oni vidijo, da je bolnik stimuliran, napačno seveda vidijo, in lahko bolnik recimo gre v hudo bradikardijo oziroma v hudo počasno motnjo ritma, da je ob tem prizadet. Na drugi strani, bolniki, ki imajo recimo defibrilatorje, in njih je še bolj nevarno, zaradi tega, ker aparat lahko elektromagnetne, tista valovanja magnetne resonance, lahko zazna kot motnjo ritma, potem pa sproži šok, da bi prekinil motnjo ritma, ki je načeloma v realnosti niti ni. Zato recimo bolniki, ki imajo defibrilatorje implantirane pred magnetno resonanco, imajo izklopljene vse terapije. Za čas magnetne resonance nimajo terapij. Oni imajo nadzorovanje srčnega ritma in stimulacijo, če je ona potrebna, recimo, če bolnik še rabi zraven srčni spodbujevalnik, vendar terapij nima. Pogosto me potem vpraša bolnik, kaj pa zdaj, če jaz imam ta aparat, da meni ščitijo tiste aritmije, zaradi katere lahko umrem, pa mi vi zdaj tisto izklopite, meni aparat več ne ščiti. Ja, res je, aparat več ne ščiti, ker pač terapij nima, on je slep za aritmijo, oziroma niti ni slep, on vidi aritmijo, ampak ne more na njo reagirati, kar pomeni, motnje ritma ne more prekiniti. Zato smo dogovorjeni tudi pri tistih bolnikih, ki recimo pri katerih se je aparat sprožil več, pri katerih je velika verjetnost, da bi prišlo do aritmije, da za čas preiskave kolegi radiologi imajo anesteziologa zraven, če bi prišlo do motnje ritma pa potrebe po reanimaciji, da anesteziolog potem ustrezno ukrepa. Kaj pa z operativnimi posegi? Kirurgi so tudi, rekla, občutljivi na stalne srčne spodbujevalnike oziroma na vse naprave za elektrostimulacijo srca in večinoma rečejo, ta pacient ima pacemaker, ne glede na to, kakšno napravo ima. Pacemaker oziroma katerakoli naprava za elektrostimulacijo srca ni nobena omejitev in ni noben zadržek za večino operativnih posegov. Vedno je treba vedeti, kakšen aparat bolnik ima, zakaj ta bolnik ima ta aparat in kako mu deluje. Nekako smo dogovorjeni, oziroma tiste evropske smernice rečejo, če se dela poseg pod vratom in nad popkom, je potrebno aparat preprogramirati. Preprogramiramo ga na nastavitve, da deluje normalno za čas operacije. Če pa je defibrilator, potem pa spet začasno izklopimo terapije, kar pomeni šoka ni. V kirurgiji to ni tako nevarno, zaradi tega, ker je pacient v operacijski dvorani, anesteziolog je ves čas zraven njega, tako da če pride do kakšnih koli motenj ritma, lahko ustrezno ukrepa tudi brez defibrilatorja. Potem pa tisti recimo bolniki, ki so prizadeti, ki rabijo nujni operativni poseg, recimo v nočnem času, v času dežurstva, ko v službi ni takega doktorja, ki bi lahko naredil preprogramiranje oziroma prenastavitve samega aparata, imamo en magnet, klasičen magnet, ki potem, ko se da nad baterijo stalnega srčnega spodbujevalnika oziroma elektrostimulatorja srca, opravi vse sam, stalni srčni spodbujevalnik prestavi v takav način delovanja, da ga nič drugega ne moti. Kar pomeni, srčni spodbujevalnik takrat spodbuja in je slep za vse, kar se okoli njega dogaja. Ne zaznava lastne srčne aktivnosti, on stimulira za neko določeno srčno frekvenco. V operativnih posegih v kirurgiji je tudi problem pretirano zaznavanje samega aparata, posebej pri uporabi tistih električnih nožev, ki jih potem aparat lahko zazna kot aktivnost srca, ki je načeloma ni in potem seveda neustrezno deluje. Oziroma pri defibrilatorjih se neustrezno sproži na tiste, mi rečemo, elektromagnetne interference.
Tudi pri nas v bolnici večinoma paciente pred operativnim posegom pogledamo, opravimo vse meritve, če je operativni poseg pod popkom, potem pa ni potrebno nobeno programiranje, oziroma če pacient tudi recimo ima zelo mali odstotek srčnega spodbujanja s stalnim srčnim spodbujevalnikom, recimo 5% v takem primeru, ta pacient ima večino svojega lastnega ritma, pacemaker je pa praktično samo neka rezervna varianta, če temu lahko tako rečem, in potem on ne potrebuje nobenih sprememb nastavitev. To pa itak napišemo po samem posegu, če smo preprogramirali, pridejo k nam, aparat preverimo in ponovno nastavimo na standardne bolnikove nastavitve. Kak je pa s kontrolami? Tako to izgleda v naši ambulanti. Prva kontrola po implantaciji, po samem posegu je načeloma tam nekje recimo mesec pa pol do 2, odvisno od čakalne dobe, pacient pride na pregled, pogledamo, kakšna rana je, če je lepo zaceljena, potem pa stalni srčni spodbujevalnik oziroma aparat povežemo z programatorjem. Tule na sliki je eden od programatorjev, ki jih imamo v naši hiši, mislim, da imamo 5 različnih proizvajalcev za 5 različnih vrst elektrostimulatorjev srca. Tule vidite tisto magnetno glavo. Ko magnetno glavo zdravnik da nad baterijo stalnega srčnega spodbujevalnika, se potem te dve napravi povežeta in iz programatorja lahko potem preprogramiramo, lahko merimo, lahko nastavljamo, kontroliramo in vse, kar temu sledi. Potem, če je na prvem pregledu vse v redu, če pacient nima nobenih težav, če so vse meritve, ki jih opravimo, testiramo pa vedno baterijo, obe elektrodi oziroma elektrodo, dogodke, potem pa paciente naročimo na kontrolni pregled čez 1 leto in se pacienti pri nas kontrolirajo enkrat na leto. Tisto, ko sem rekla, pregledamo dogodke, to je zelo pomembno. Tista elektroda v srcu ves čas zaznava srčno aktivnost. Tako da bom rekla, da je en nadzornik srčnega ritma in če so kake aritmije, tale aparat lahko, pacemaker lahko tole si zapomni, kakšna aritmija je, in si zapomni tisto električno aktivnost, podobno je kot recimo Holterska preiskava, zabeleži si tisto neko krivuljo, po kateri potem lahko mi ugotovimo tiste prisotnost kake aritmije, za katero recimo prej nismo vedeli, da obstaja. Bolnikom tudi mi damo recimo telefonsko številko ambulante, če kasneje imajo kakšnekoli težave s spodbujevalnikom, če zabeležijo nižji srčni utrip, če izgubijo zavest, če so večkrat hospitalizirani zaradi recimo srčnega popuščanja, potem pa pridejo k nam na predčasne preglede. Glede aparatov ambulante, ki se ukvarja s srčnimi spodbujevalniki, smo recimo v Mariboru zelo dosegljivi. Potem pa ta baterija oziroma ta srčni spodbujevalnik ima en določen rok trajanja, spodbuja srce in s samim tem spodbujanjem porablja baterijo. Ob vsaki kontroli najprej preverimo baterijo in sicer opravimo tisto osnovno meritev, potem pa aparat ima svoj računalniški algoritem, po katerem on potem izračuna, koliko časa ta baterija bo že držala. Približno 8 do 12 let trajajo baterije tistih novih stalnih srčnih spodbujevalnikov. Včasih malo manj, včasih malo več, odvisno od tega, kakšna implantacija je bila, koliko so tisti parametri, ki jih mi opazujemo, pri enih srcih ostanejo zelo lepi in nizki, pri enih potem se spremenijo s časom, pa postanejo večji porabniki baterije. Pa še pomembno je, da defibrilatorji pa aparati za resinhronizacijo srca seveda trajajo krajši čas, zaradi tega, ker so večji porabniki. Takrat, ko ugotovimo, da se baterija bliža koncu, potem pa se z bolnikom dogovorimo za programski sprejem v bolnišnico in menjavo generatorja. To je enodnevna hospitalizacija, poseg je čisto podoben sami implantaciji, v lokalni anesteziji traja
recimo 20 do 25 minut, priprava je z antibiotikom, rano odpremo, baterijico zamenjamo, tiste elektrode, ki so že v srcu, ki že tam obstajajo, normalno dobro delujejo, potem vežemo na novo baterijo, zapremo in je potem to približno to. Potem pa je isti krog, prva kontrola po enem mesecu, potem pa enkrat na leto. Evo, to bi bilo to za tisto mojo predstavitev. Zahvaljujem se vam za pozornost, zdaj pa bom vesela, če imate še kakšna vprašanja. Lahko vprašam jaz? Ja, seveda, kar izvolite. Ja. Torej, hvala za vašo res izredno dobro predstavitev.